Lep pozdrav še enkrat. Začenjamo s predavanjem učinkovito vodenje vadbe skupaj do cilja. Danes sem z vami Matej Plevnik, dve besedi o meni. Sem predavatelj na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem, na študijskih programih športne vzgoje, kineziologije in v nekem majhnem procentu tudi fizioterapije. Danes pa sem tukaj kot predstavnik strokovne skupine znotraj projekta Zmigaj se do vadbe, na katerem vi vsi sodelujete. Zdaj, člani strokovne skupine imamo nalogo v tej fazi projekta, da z vami delimo webinar, ki se nanaša na neko določeno temo in znotraj katerih ste tudi vi kot izvajalci in udeleženci teh programov naslovili, da vas najbolj zanimajo vsebine. No, in jaz sem se odločil, da z vami delim predavanje oziroma webinar Učinkovito vodenje vadbe skupaj do cilja, ki se deloma nanaša tudi na predavanje oziroma webinar, ki sem ga imel predhodno in je tudi dostopen na spletni strani projekta oziroma na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije. Jaz bom zelo vesel, če boste kaj pokomentirali, lahko tudi v chat. Če se boste tudi javili, pa kaj vprašali, drugače bom pa jaz predstavil vsebino, kot sem si jo zamislil v teh naslednjih nekje 45 minutah. Potem pa bomo lahko tudi kamero oziroma snemanje ugasnili in se pogovorili tudi na kakšna vaša vprašanja, pomisleke in tako. Torej, učinkovito vodenje vadbe skupaj do cilja je predavanje, ki sem si ga zamislil predvsem na način, da tako vadeče, se pravi uporabnike programov, ki smo jih pripravili znotraj projekta Zmigaj se do vadbe, kot pa tudi izvajalce teh programov nekako spomnimo in opomnimo na vidike uspešnosti in kakovosti programov, se pravi, kaj delati, kako delati, na kakšen način pristopati, da končno rezultati na koncu ne bodo izostali. Namreč to si vsi želimo, da na koncu pridemo nekako do cilja, ki smo si ga zadali. Zdaj, kakšen je ta cilj, kako doseči cilj, kateri so dejavniki, katere so faze, se bomo pa pogovorili v naslednjih minutah. Se pravi, želja moja je, da vi na koncu današnjega srečanja nekako pridobite informacije in pa nekako tudi obogatite svoje znanje na področju razvoja vadečega kot aktivnega in odgovornega udeleženca vadbenega procesa. Se pravi, jaz danes predvsem želim z vami prediskutirati in nekako obnoviti tematiko, kaj pomeni, da je vadeči aktivni udeleženec, ne samo aktivni, tudi odgovorni udeleženec vadbenega procesa. Ta odgovornost in aktivnost presega zgolj udeležbo. Se pravi, ko si udeleženec vadeči izbere nek vadbeni program, to ni zgolj, se ne udeleži tega vadbenega programa zgolj v nekem pasivnem smislu, se pravi, pridem nekaj odtelovadim, če po domače lahko tako rečemo, ali pa nekaj odvadim in grem domov in pride nov dan. Ampak želimo si predvsem aktivnega in odgovornega udeleženca vadbenega procesa, ki razume, da je vadba proces. Da vadba ni samo, dajmo se malo gibati, ampak da je vadba proces. Proces, ki ima začetek, ki ima konec, ki ima vmesne faze, ki ima neke spremljajoče dejavnike, ki ima neke faktorje vpliva in začetek tega procesa seveda je odločitev posameznika za vadbo in konec tega procesa lahko opredelimo kot evalvacijo vadbenega procesa z spremljanjem doseganja ciljev. Se pravi, imamo začetek, imamo konec in ta konec kot evalvacija vadbenega procesa vodi v nek nov začetek. Pomembno je, da si danes, če nič drugega, da si danes zapomnite, da vadba je proces. Vadba ni samo pridem in nekaj odtelovadim, ampak vadba je proces, ki ima svoje zakonitosti. No, in kot sem rekel, na koncu bomo imeli tudi razpravo in ta vadba, če se vrnem še mogoče eno alinejo nazaj, ta vadba je nekaj,
kar v bistvu vse nas, tudi nas kot člane strokovne skupine, strokovni kader na Olimpijskem komiteju, vsi, ki delujemo v svetu športa, vsi udeleženci, vsi posamezniki ali pa če rečemo vsi državljani, gradimo nek trajnosten in ciljno usmerjen odnos do gibanja kot dela življenjskega sloga. In ravno to, sprememba življenjskega sloga, obogatitev življenjskega sloga, kakovosten življenjski slog, ki je obogaten z vadbo, z gibanjem, z ciljno usmerjenim procesom, je nekaj, kar konec koncev si naša družba želi. Zato, ker vadba vodi v napredek, proces vodi v napredek, v doseganje ciljev, v postavljanje novih ciljev in potem krogov potem naprej. Zdaj, res je sicer, da je naš znani alpinist rekel, kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegal, kdor pa najde pot, bo cilj vedno našel v sebi. To vse drži, se pravi. Ampak dajmo takole reči, naša pot je naša redna gibalna športna aktivnost, naše redno ukvarjanje s športom. Naš cilj so pa neki mozaiki na tej poti, se pravi, nam bo veliko lažje, če si postavimo cilj, ki je dosegljiv, cilj, ki je opredeljen, cilj, ki ima tudi neko sestavino nečesa končnega, kot pa da rečem, zgolj se gibam, važna je ta pot. Se pravi, ja, pot in cilj sta pomembna in o tem se bomo danes tudi pogovarjali. Zdaj, znotraj tega vadbenega procesa jaz zelo rad tudi opredelim, tudi ko študentom predavam in tudi res moram reči, da velikokrat tudi ob različnih priložnostih poudarjam, da pomembna je vadba kot proces. Pomembna je aktivna in odgovorna udeležba vadečega. To pa pomeni, da ta vadeči pridobi tudi določeno znanje. Mi vemo, tudi v stroki, pa tudi vi kot vadeči, pa izvajalci vadb, da velikokrat govorimo mi o strokovno-vsebinskem delu vadbe in govorimo o pedagoško-didaktičnem delu vadbe. Ta pedagoško-didaktični del vadbe govori o tem, da mi uporabljamo primerna vadbena načela, upoštevamo značilnosti vadbe in pa tudi upoštevamo znanje udeleženca, naše znanje in celoten proces učenja. Namreč znano je, da se učimo tako mi, kot izvajamo vadbo, kot tisti, ki so na vadbi. In predvsem to bi si želeli, da tudi tisti vadeči, ki pridete na vadbo, pa ki ste na vadbi, se učite ob tem. Ne samo, da ste prisotni, ne samo, da nekaj izvajate brez glave, ampak se ob tem učite. In to znanje, ta proces učenja, namreč znanje je rezultat učenja, govori o tem, da mi lahko dosežemo nekaj več. Jaz sem vam tukaj pripravil samo tri take grafike, ki konec koncev vodijo v to, kaj znanje pomeni, pa vem, da verjamemo, da vemo, ampak konec koncev tudi v svetu športa, eden naših največjih svetovnih zvezd športa, je rekel, da njegova najboljša veščina ali pa spretnost je bila to, da je bil coachable, to pomeni, da je bil učljiv. Pomeni, da je bil odprt za nove priložnosti, da je bil z glavo na mestu, ko je določene stvari delal. In to je velika pozitivna lastnost vsakega vadečega. To pomeni, da je z glavo na vadbi, da ve, kaj dela, da ga zanima proces, da ga zanima, kam naj bi šel, da ga zanima, kako je lahko boljši, da ga zanima, kako lahko stvari izboljša, kako lahko spremlja, da kaj tudi prebere, tudi kaj pogleda. Se pravi, te značilnosti učečega vadečega so nekaj, kar opredeljuje vadečega, kot bi si ga sodobna športna stroka želela. Ne samo na področju vrhunskega športa, tam namreč vemo, da take posameznike rabimo, ampak tudi na področju rekreativnega športa, športa otrok in mladostnikov, športa starejših s posebnimi potrebami in tako naprej. Se pravi, iščemo in želimo si posameznike in želimo take posameznike tudi zgraditi, opolnomočiti, ki bodo aktivni soudeleženci in udeleženci vadbenega procesa. Zdaj,
Če želimo aktivne udeležence vadbenega procesa, moramo najprej povedati, okej, kaj pa pomeni kakovost tega vadbenega procesa. Namreč kakovost vadbenega procesa opredeljujejo neke karakteristike, ki vodijo proti nekim skupinam ciljem. In katere skupine ciljev bi mi lahko v sodobnem vadbenem procesu, ne samo v športnem procesu, ampak vadbenem procesu, ki je mnogo širši kot športni proces, namreč športni proces je usmerjen v rezultat. To je recimo, tukajle vidimo, usvajanje novega telesnega rednosti, se pravi, znotraj teh ciljev, ampak te cilji, se pravi, sprememba telesnega statusa. Nekdo pride na vadbo, da bi ohranjal svoj telesni status v smislu, ne bi izgubljal mišične mase, pridobival bi, oziroma izgubljal bi maščobno maso in tako naprej. Potem izboljšanje splošne telesne zmogljivosti, kot želim si biti boljši, želim si biti sposobnejši, želim si biti hitrejši konec koncev, želim si biti vzdržljivejši, močnejši in podobno. Potem kot tretja kategorija ustvarjanje novega znanja, gibalnega na različnih taksonomskih stopnjah, pomeni, se grejo vadeči učiti plavati, grejo plesati, se grejo učiti v atletsko šolo, recimo preko atletske tehnike in potem naprej. Se grejo nekaj popolnoma nove, recimo, ne vem, vadbo košarke, se pravi, nekaj, kar se posameznik usvaja neko novo znanje. Potem sta pa še dve karakteristiki, se pravi, sprememba odnosa do telesne aktivnosti in rednosti vadbe, to je tista pot, o kateri govori naš alpinist, in pa sprememba življenjskega sloga iz gibalno-pasivnega v aktivni življenjski slog. Mogoče sem res tukaj pozabil še opredeliti enega od zelo pomembnih ciljev, ki niso cilji samo vadbenega procesa, ampak so v bistvu cilji športa, to je dosega rezultata. Se pravi, želim premagati samega sebe, želim biti prvi, želim zmagati, in tako. Se pravi, ta dosega športnega rezultata bi lahko opredelili kot šesto spremenljivko kakovosti športne vadbe. Če je ta trajen, se pravi, ne športni rezultat za vsako ceno, ampak vrhunski športniki bodo vedeli povedati, da biti konstanten v vrhunskih rezultatih zahteva zelo, zelo, zelo velik napor in zelo, kako bi rekel, zelo pametno delo trenerjev in celotnega tima ali pa športnika v tem, ko zagotavlja dolgoročne, dobre športne rezultate. Namreč lahko pride do pretreniranosti, do preutrujenosti, do naveličanosti, do pač enostavno nekega spleta okoliščin, v katerih športnik ni več dober. Se pravi, imamo tudi to šesto komponento, no, in kot smo rekli, motivacijska podlaga je pomembna tudi v smislu skrbi za dobro počutje. Na kratko še o spremembah življenjskih navad. Se pravi, imamo vedenje, to je ta naša gibalna aktivnost, naša udeležba v vadbah, naš aktiven življenjski slog, rabimo motivacijo. O tem so že predhodniki na drugih webinarjih govorili, vem, da doktor Maja Smrdu je govorila veliko o motivaciji in verjetno ste si te zadeve tudi že pogledali. Potem druga zelo pomembna zadeva je zmožnost, se pravi, oseba mora imeti sposobnost in čas za izvedbo. Zdaj, dobro, čas za izvedbo je eden najpogostejših izgovorov za neudeležbo v vadbi, ampak druga zadeva je pa sposobnost. Kaj pa pomeni sposobnost? Sposobnost se pa tako že povezuje z nekim znanjem, se pravi, ali si znam pripraviti pravilno opremo, ali si znam razporediti čas, ali znam opredeliti, kam iti, ali znam presoditi, kateri šport ali pa katera vadba, katera vsebina je bolj za mene, ali vem, kaj moja okolica ponuja. Se pravi, ogromno nekih takih dejavnikov je, ki od vadečega, mogoče še preden je stopil v svet organizirane vadbe, zahteva, da se do določenih stvari opredeli. In potem tudi naprej, ali jaz vem presoditi, ali je moj trener dober, ali vem presoditi, kako izmeriti svoj napredek, ali vem presoditi, kako zagotavljati svojo dolgoročno vključenost v neko redno športno vadbo, spremljati cilje, se pravi, ali to znam tudi sam, ali mora za vsako stvar nekdo mene opozoriti, me nekdo voditi, po domače povedano, me prijeti za roko
in me peljati skozi ta proces, ali sem v določenem delu lahko tudi samostojen. Namreč tako znotraj projekta, kot konec koncev skoraj za vsako rekreativno udejstvovanje, je značilno, da kar en velik fond ur ali pa obseg dela, vadbe, vadeči opravi sam. Konec koncev tudi pri vrhunskem športu. Saj imamo tekmovalne sezone in izven tekmovalne sezone so športniki prepuščeni več ali manj sami sebi. To ne pomeni, da popolnoma sami trenirajo, ampak so odgovorni, da si poiščejo najboljše trenerje, ki jih bo peljal po najboljši poti, recimo. Tak primer je ravnokar končana sezona za slovenske NBA-jevce, so prišli domov in zdaj oni bodo mogli v tej prosti sezoni ravno tako trenirati, bojo mogli presoditi, res da imajo velik support, ampak recimo rekreativni športnik pa tega nima. In kako naj športnik ve, kaj trenirati, kam se obrniti, kako pogledati na stvari. To so te stvari, to znanje, ki je tudi deloma dolžnost trenerja, da športnika na to opozori, še bolj pa je to v bistvu odgovornost samega športnika, posameznika, vadečega rekreativca, da nekako to znanje pridobi, še pred tem pa, da tudi ozavesti, da to potrebuje. No, in potem imamo še ta tretji sklop sprožilcev, ki jih lahko delimo tudi konec koncev na 5 različnih skupin. To so te okoljski sprožilci, dostopnost prostorov, vpliv vremena, letnih časov, vizualni sprožilci, tehnološki sprožilci kot naslednji sklop, ura, aplikacije, telefoni, ki nas opomnijo na to, da smo si zadali, da smo načrtovali vadbo, da želimo iti v to vadbo. Potem sprožilci za ohranjanje rednosti, rutina, urnik, postavljanje ciljev. Recimo že samo postavljanje ciljev, to, kar danes govorimo, če ga dobro opredelimo cilj, mi zelo dobro lahko vemo, a gremo mi zdaj proti temu cilju ali ne gremo proti temu cilju. Koliko se mi oddaljujemo mogoče celo od njega. Potem zunanje spodbude, no in pa ta notranja spodbuda, ki je neko dober občutek, zadovoljstvo ob dosegu, samospoštovanje, večja samozavest naven in podobno. No, in v celi tej zgodbi, se pravi udeleženca vadbe, vadečega in na drugi strani strokovnega kadra, ki vodi ta proces, govorimo o sklopu nekih podprocesov, ki lahko vse zajamemo v kontekst vodenja. Res je, športno vadbo vodi strokovni kader, drži. Ampak v tej športni vadbi oziroma v tej športno-rekreativni vadbi je pa udeležen tudi vadeči. In ne moremo govoriti o kakovostni, učinkoviti vadbi, če je to samo enosmeren proces v smislu, trener postavlja cilje, trener vodi, trener načrtuje, trener izvaja, udeleženec pa pride in pač ponavlja za trenerjem, brez da bi se malo bolj proaktivno udeležil. In to je ta zgodba, ki jo želimo ves čas v bistvu vrteti in opozarjati tako vadeče, da se morajo opolnomočiti, tako na drugi strani trenerje, da morajo svoje vadeče spominjati na to, da morajo biti aktivni udeleženci v vadbi. Zdaj, če govorimo o vodenju vadbenega procesa, govorimo o nekih 5 podprocesih, to je načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje. Zdaj, mogoče v enem velikem delu rekreativnega športa se še največkrat dogajata 2 procesa. To je proces organiziranja in izvajanja, se pravi športnik, trener, vodja, najame nek prostor in izvede neko vadbo. Pa na drugi strani vadeči si zorganizira svoj urnik in se udeleži te vadbe, se pravi izvede to vadbo. Ampak mi, če dejansko hočemo zagotavljati poln proces, ki je trajen, ki je dober, ki je kakovosten, ki je sistematičen, govorimo tudi o načrtovanju, spremljanju in vrednotenju. To pomeni o načrtovanju in en velik pomemben del tega procesa načrtovanja je postavljanje ciljev. Postavljanje ciljev je že takoj prvi korak v procesu vodenja. Se pravi, ni vodenja, brez da nimamo nekih postavljenih ciljev. In zdaj, če si pogledamo, recimo, samo eno tako splošno definicijo vodenja.
Vodenje je proces. Rekli smo, športna vadba, rekreativna vadba je proces. Se pravi, ima svoj začetek, ima svoj konec, ima trajanje. Kakšen proces usmerjanja, navdihovanja, usklajevanja naporov posameznikov ali skupin z namenom skupnih ciljev in vizije. Vidite, se pravi, ne more ciljev postavljati samo trener brez vključenosti športnika. Pa ta športnik je lahko rekreativni športnik, se pravi, vaši vadeči ali pa vi kot vadeči, ko pridete na neko vadbo, mora vaš trener biti seznanjen o tem, kaj so vaša pričakovanja. A je vaše pričakovanje zgolj samorednost, ali je vaše pričakovanje nek napredek, ali je vaše pričakovanje nek rezultat. Se pravi, to so vsi zelo, zelo različni pojmi. In pomembno je, da jih uskladite z svojim trenerjem oziroma da jih trener uskladi skupaj z vadečimi. Zdaj, to vodenje ima tudi en kup enih podkomponent spet, sprejemanje odločitev. Kolikokrat na teden bomo vadili, kakšne obremenitve bomo dali. Recimo, mi vemo, da če si postavimo zelo smele cilje ali pa visoke cilje, doseganje visokih ciljev ne bo šlo brez veliko truda. Veliko truda zahteva tudi nekaj odrekanja. Odrekanje pomeni tudi to, da namenimo čas, da mogoče prilagodimo tudi druge aktivnosti. Recimo, ne moremo si mi zamisliti, da bomo neki triatlonci, ki bomo dosegli neko dobro udeležbo, dober rezultat, nismo pa pripravljeni prilagoditi naših drugih aktivnosti. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo na trening prišli popolnoma utrujeni, kar poveča nevarnost za poškodbe, kar poveča nevarnost za slabo voljo, kar poveča verjetnost za neuspeh, se pravi, se ulovimo v nek začaran krog. Postavljanje smernic, norm, pravil. Če rečemo, da je vodenje proces, da je to skupni proces tistega, ki vodi in tistega, ki je udeležen, pomeni, da ta dva se morata dogovoriti tudi o nekem pravilih igre, če lahko tako rečem. Se pravi, pravila igre v kontekstu zagotavljam, obljubljam, da se bom potrudil kot vadeči, zagotavljam, da bom prišel na trening, da bom na treningu maksimalno delal. Se pravi, to so že zelo različne stopnje. Ne samo, da bom jaz kot vadeči prišel, ampak po glavi se mi bo še vrtela služba, kaj moram pol z otroki narediti, da nisem z glavo tam. Se pravi, ne, pravila igre. Če se odločiva jaz kot trener oziroma vodja procesa, ti kot vadeči ali obratno, pomeni, da sva oba z glavo tam in da res maksimalno iztrživa iz tega našega skupnega časa. Potem stalna motivacija, no, in zagotavljanje potrebnih virov in podpore za dosego ciljev. Zdaj, definicij vodenja, tudi vodenja športne vadbe je še veliko. Meni je še zelo ljuba taka definicija spodaj, ki sem jo svetlo modro pobarval. Vodenje je umetnost. Zakaj umetnost? Zato, ker mi si želimo priti do nekega rezultata in hkrati non-stop neki dejavniki prihajajo na to pot in mi moramo biti malo tudi čarovniki, da te cilje dosežemo. In pri teh ciljih ne moremo vse kvantitativno ovrednotiti ali pa empirično ovrednotiti, ampak ogromno je nekih korakov, ogromno je nekih stopnic, ki vplivajo tudi na spodbude, tudi na navdušenje, tudi na tisto vznemirjenje, da športnik od sebe da najboljše, da trener od sebe da najboljše. Jaz sem prepričan, da vi kot športniki in kot trenerji poznate situacije, ko ste doživeli nek zelo dober trening. Pa tudi, če ste bili zelo utrujeni, ampak dober trening, ali ste ga dobro odvodili, ali ste prišli s polno neke energije, ali ste enostavno začutili, da danes ste se pa še posebej s svojimi športniki ujeli, ali pa da ste res dali maksimum in da se je pač enostavno vse poklopilo. To je to vznemirjenje, to je to dati od sebe vse najboljše in to moramo, kot bom rekel, vsi posamezniki, vadeči, trenerji, non-stop si prizadevati, non-stop iskati. Zdaj, v celi tej stroki naši športni lahko govorimo o enem cilju. Kakšen je ta cilj? Doseči napredek. To pomeni dvigniti svoje sposobnosti čim više in te sposobnosti čim više tudi zadržati. Poleg drugih faktorjev je tukaj zelo pomembna ta lastna aktivnost. Zdaj, če pa govorimo o dejavnikih zagotavljanja kakovostne vadbe, ali pa kot smo rekli, skupaj do cilja. Kaj to pomeni skupaj do cilja? To pomeni iz te rdečkane črtice
kot je opredeljena tukaj, narediti kakovosten proces v stabilno črto, v stabilen napredek. Tako takrat, ko govorimo o rasti in o mladih športnikih in o aktivnih športnikih in o mladih odraslih, takrat, ko gre naše biološko življenje še vse navgor, vse raste, vse je več, kot na drugi strani te nekega polja, ko naše sposobnosti že počasi upadajo, ampak naš trud je usmerjen v to, da upadajo čim kasneje. Tudi takrat je zelo pomemben kakovosten pristop, o katerem govorimo danes. Tudi takrat so pomembni pametni cilji, pametni koraki, proaktiven pristop, pametna udeležba. No, in da ne gre vse samo gor ali bolj dol, vedno je čas, pa se navežem na predavateljico pred mano, ki je bila, profesorico Majo, ki vem, da je tudi ta slajd uporabila, vedno je čas, da se mi lahko odločimo za spremembo življenjskega sloga in preidemo v ta krog upoštevanja dejavnikov, o katerih govorimo. Zdaj, če rečemo spet učenje znotraj treninga vadbe, znanje kot produkt učenja, kaj pa jaz rabim investirati? Rabim investirati svojo pozornost, rabim investirati svoj napor, rabim investirati svoj interes, svojo zainteresiranost, svojo voljo, svoj čas. Se pravi, ogromno nekih stvari, ki so tiste obrobne stvari kakovostne vadbe. Se pravi, kdo od športnikov ali pa od športnih trenerjev si ne bi želel zainteresiranega športnika, ki je z glavo pri stvari? Ali pa ne govorimo samo o vrhunskem športu, govorimo predvsem danes o rekreativnem športu. O športniku, ki spremlja svoj napredek, ki želi iti po neki poti, ne samo po nekih obrobnih dogodkih, kot je en trening ali pa motivacija znotraj enega tedna, ampak govorimo o športniku, ki je sposoben se udeleževati, rekreativcu, večletnega procesa, spremljati svoj napredek, vedeti, kaj je delal, ko je bil najboljši, vedeti, kaj ni delal, ko je mogoče njegove zmogljivost upadla in podobno. No, in konec koncev, če zdaj skačemo malo med poljem vadbe in poljem učenja, konec koncev, kdaj se mi največ učimo? Če smo pasivni, kot bom rekel, meni kot predavatelju včasih, ko se študenti o tem pogovarjam, jaz vem, da ko jim predavam, oni najmanj odnesejo od tega. Ampak jaz se potrudim, da probam ta predavanja narediti zanimiva. Zdaj, upam, da mi to uspeva tudi danes. Je pa res, da zdaj, če preskočim na drugi konec piramide, da je dejstvo, da če želimo aktivne udeležence, pomeni, da moramo si za te aktivne udeležence tudi prizadevati. Recimo, namesto da trener vedno ogreje svojega športnika, ga lahko vzgaja v duhu, da športnik ogreje sam sebe po nekih navodilih, ki mu jih je trener dal, seveda pod budnim očesom trenerja. Še ena stopnja naprej je, da si športnik lahko svoj ogrevalni del pripravi sam in predebatira z trenerjem. Še en korak naprej, da športnik ogreje sebe in druge sovadeče, ker se na ta način bistveno gradi njegova pozornost, hkrati učenje, pridobiva novo znanje in vse veščine, ki grejo s tem. Samozavest, pozornost, sposobnost opravljanja samostojne vadbe in podobno. Zdaj sem dal samo en primer, recimo vadbe ogrevanja. Kaj pa, če gremo zdaj na celoten proces? Si predstavljate, da športnik proba načrtovati svoje cilje, proba načrtovati svojo časovnico nekih vadbenih opravil, si določi svoj vadbeni koledar, ciljno razporedi neke enote. Veste, kakšen v bistvu zelo velik angažma tega športnika je tudi v neki osebni rasti, tudi v neki pozornosti potem pri samem treningu in konec koncev več znanja, ko športnik ima, več ga lahko investira tudi v svoj napredek. In ta svoj napredek, konec koncev,
lahko dokaže z različnimi cilji in najbolj, kar pomeni, z neko notranjim zadovoljstvom, z neko motivacijo, z nekim veseljem, z nekim prijetnimi občutki znotraj vadbe. Recimo, jaz pred časom, sem našel tale graf, zdaj predstavljajmo si, vsi smo šli skozi proces neke športne vadbe znotraj šolskega prostora, ne. Kako smo šli skozi ta proces? Ali smo šli skozi to, da je treba oceno dobiti? Ali smo šli skozi to, da je treba neki napredek doseči? Ali smo šli skozi to, da enostavno je treba biti v procesu? Ali smo šli skozi to, da skozi celo to količino neke vadbe, kateri smo bili, podvrženi, smo zagotavljali ali pa smo, si dovolili tudi neko motivacijo, samoevalvacijo in konec koncev, če to preslikamo, ker je pomemben cilj tudi vseživljenjska aktivnost, če to preslikamo zdaj, ko smo odrasli, a si dovolimo, da v vadbi uživamo in kljub temu dosežemo cilje? A si dovolimo, da se samoevalviramo, da dosegamo neke izzive znotraj svoje vadbe? Se pravi, ta proces je izredno večplasten. No, in tukaj sem si sposodil od ene naše motivacijske, govornice, nekateri jo verjetno poznate. Podstat vsem tem procesom, o katerih smo govorili, je pač rednost. Zelo, simpatičen mi je bil njen zapis, ki govori o motivaciji, ne, se pravi, samo motivacija za nekaj je premalo, treba je ustvariti rutino. Kot enostavno, ko svoje otroke vzgajamo, ne, da si umivajo zobe, enostavno jih je včasih treba enostavno poslati si umit zobe, ne jih samo zmotivirati, da si bojo, zobe umivali, a ne. Se pravi, ti različni pristopi, ta in še vsi ostali, so tisto, kar bogati našo aktivacijo pri sami vadbi. Zdaj, če rečemo, da želimo imeti neko aktivacijo pri vadbi, pomeni, da, smo ves čas nekje pozorni, a ne, pri vadbi. Se pravi, da ne opravljamo stvari popolnoma rutinsko, pridemo pa pač enostavno samo nekaj izvedemo, ampak da smo pozorni. Se pravi, naša, kot smo rekli, attention, pozornost, a ne, mora biti velika. In v tej pozornosti, se ustvari najboljše okolje za učenje. Če pa pogledamo, kaj je učenje, se pravi, je vsaka dejavnost, s katero se spreminjamo, najpogostejše na boljše. Zdaj, na kaj to, kaj na učenje vpliva? Izredno veliko dejavnikov. Zelo pomemben vpliv ima načrtna dejavnost. Se pravi, kaj načrtujemo, kako opredelimo različne dejavnike znotraj procesa načrtovanja. To ima velik vpliv na to, kaj bomo mi dosegali kot rezultat, kateri cilj bomo dosegali kot rezultat. Zdaj, mi velikokrat rečemo: "Ja, seveda, rezultat učenja je znanje." Ampak ne samo znanje v smislu to, da jaz nekaj ponovim in izvedem sam, ampak gre za to, da jaz nekaj razumem. Dajmo v primeru športne vadbe. Se pravi, trener reče: "Narediš, recimo toliko in toliko poskokov." Ne samo, da narediš toliko in toliko poskokov, ampak da veš, kaj poskok pomeni, da veš, zakaj narediš toliko in toliko poskokov, da veš, kakšen smoter in kakšen namen imajo ti poskoki znotraj doseganja ciljev, a ne. Se pravi, da ni nekaj, izvajano zgolj zato, da je izvajano, ampak da ima vse svoj namen. In ta namen bogati kakovost športne vadbe. Naš končni namen, se pravi, znotraj kakovosti športne vadbe, je razviti samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ne zgolj izvajalca gibov. Se pravi, vi kot vadeči ali pa vi kot trenerji, zdaj ne vem, kaj je večina, ali ste vadeči ali ste, vaditelji vadbe, morate zasledovati cilj, da svoje vadeče ali pa da vi kot vadeči postanete samostojni, razmišljujoči, odgovorni posamezniki. Zakaj? Zaradi tega, ker vi lahko potem to znanje, to aktivnost, ki jo vsak dan izvajate oziroma pogosto skladno s priporočili, naredite trajno, uporabno in kakovostno. Mi danes vemo, da, kot smo rekli, eden najpogostejših motivov ali pa izgovorov za neudeležbo je pomanjkanje časa. Ampak
mi imamo danes različne metode, recimo, verjamem, da berete zdaj slajd, ampak mi imamo različne metode. Recimo za povečevanje vzdržljivosti imamo metodo neprekinjenega napora in imamo intervalno metodo. Mi vemo, da je intervalna metoda je krajša po količini. Metoda neprekinjenega napora je daljša po količini. Mi vemo, da s prisotnostjo, z pravo pozornostjo na vadbi, s pravo proaktivnostjo, s pravo aktivnostjo na vadbi, lahko dosežemo bistveno več v krajšem času. To pomeni ta kakovost, to pomeni ta aktiven športnik, ta aktiven vadeči rekreativec, ki v kratkem času doseže najboljše rezultate. In se na ta način v bistvu ohranja tudi motivacija in potem trajnost. No, in to podpirajo konec koncev tudi vse rezultate. Jaz sem vam tukaj pripravil samo enega od člankov, ki govori o tem, da v bistvu motor skills pomeni gibalne spretnosti, so odvisne od znanja oziroma dejstev. Če preberete celoten članek, pa si ga lahko, se pravi, preberete, poiščete tudi na spletu, govorijo enostavno o tem, da posameznik, ki je prisoten, ki razume proces vadbe, bistveno hitrejše napreduje. Tudi v njem dolgoročneje, trajnejše vztraja, boljši je, zna boljše evalvirati svoj čas, zna boljše razdeliti svoj čas, vložiti svoj čas. In konec koncev, razumevanje in prisotnost je tudi prva stopnja, če pogledamo, imamo stopnje gibalnega učenja, prva stopnja v modelih gibalnega učenja. Tukaj je samo eden od modelov, ki stopnje gibalnega učenja deli na 3. Prva je ta kognitivna faza, pomeni posameznik zna, razume, ve, zakaj se gre, proba opredeliti, si predstavlja dobro, ima celotno predstavo, ima cilje dorečene. Druga je potem ta motorična faza, pomeni trening, vadba, udeleženost notri. In ta zadnja faza je ta avtonomna faza, se pravi, posameznik enostavno izvede gibe, ker jih je že tolikokrat izvedel prej. Gre na trening, zato ker je to del njegovega življenjskega sloga. Ponovi gibe, zato ker jih je že neskončnokrat prej ponovil in mu je prijetno v tem in uživa v tem. Ampak začne se z razumevanjem, začne se z velikim kognitivnim angažmajem. In zdaj, če gremo še na posamezne faze, ameriški predsednik je rekel, če bi imel pokojnik, če bi imel 8 ur časa, da posekam drevo, bi jih 6 ur namenil za brušenje sekire. Mi vsi vemo v življenju, kako pomembno je načrtovanje vadbe. In načrtovanje vadbe je tudi osnova praktično procesa vodenja ali pa procesa športne vadbe, ki ima tudi svoje zakonitosti. Prva zakonitost je določitev ciljev. Druga zakonitost, ali pa mogoče celo sočasna zakonitost, je analiza potreb in zmožnosti. Da sem res iskren do sebe, koliko sem približen investirati, kakšne so moje potrebe, kakšna je moja zmožnost. Potem naprej izbira vsebin, s katerimi vsebinami želim, ali so to mogoče vsebine kolesarjenja, jahanja, sprehoda, pohodništva, ali pa na drugi strani rekreativne odbojke, enostavno nekih gibalnih vaj za, ne vem, zdravo hrbtenico, na primer, plavanje, česa, kaj mi je blizu, kaj mi je prijetno, da bom jaz te cilje res dosegel. Potem metode in pristopi. Iskreno povedano, recimo, jaz vam na svojem primeru povem, pa verjamem, da vi te zgodbe že poznate ali pa oziroma take občutke že imate. Mi vsi vemo, da nismo vsi za vse. Kaj to mislim, metode in pristope? Pomeni jaz, recimo, ker imam ogromno neke interakcije z ljudmi, zelo sem pet v družbo, veliko nekih odnosov uravnavam. Iskreno povedano, meni je najboljše, ko grem na vadbo v domači hrib, na domače barje, ki ga imamo tukaj, po možnosti sam, zato da sem res lahko sam s svojimi mislimi. Seveda je pomembno, da si prej zamislim, kaj bom naredil, pa dan v nek kontekst, ampak to mi je prijetno. Na drugi strani, nekdo pa rabi spodbude, nekdo pa rabi konstanten nadzor. Se pravi, to so te metode in pristopi, ki različni naredijo različne učinke, tudi na posameznike, kakšni smo. Potem je organizacija in strukturiranje, časovni razporedi, učinkovitost in varnost. Varnost je vedno osnova športne vadbe. Kadarkoli kot vadeči ali pa kot vodja procesa izbirate
med nekaj narediti in nekaj ne narediti, naj vam bo najprej prvi kriterij varnost. Ne samo ona objektivna varnost, tudi varnost, recimo v odnosu do svojega telesa. Boli te koleno, ne moreš več, ampak ne, vzameš tablet pa greš vse na vadbo. Dajte premisliti, da to se res plača. In podobne stvari, o tem boste še govorili v drugih dejavnostih. Pomembna zgodba, ki bi z vami želel vam danes bolj samo omeniti, so tudi povratne informacije. Se pravi, to je ta proces spremljanja, analize in vrednotenja, in jaz vem, da mislim, da jutri ali pojutrišnjem ali pa v kratkem boste imeli še eno celo predavanje, en cel webinar namenjeno spremljanju vadbe, ki je zelo, zelo, zelo pomemben del. No, in ta način merjenja telesnih zmogljivosti, gibalnih zmogljivosti, je en del v povratnih informacijah. Se pravi, povratna informacija imamo več različnih vrst, ki vodi potem v to končno evalvacijo. No, počasi bomo zaključevali, ampak ne bomo pa prav hiteli. Načrtovanje vadbenega procesa, prva zgodba so določitev cilja. Se pravi, zakaj vadim? Dajmo si neki cilj, ne samo namen. Želim vaditi zato, da se bom boljše počutil, želim vaditi zato, da bom shujšal, želim vaditi, da bom, ne vem, ohranil svojo zmogljivost, da se bom družil. Dajmo cilj doseči. Kaj si želim? Cilj je lahko tudi rednost. Vsak dan vsaj 1 uro. To je lahko krasen cilj. Lahko je cilj izboljšal se bom v. Lahko je cilj bom se uvrstil. Čisto od nas in vsi ti cilji so popolnoma legitimni. No, in načrtovanje vadbenega procesa zahteva časovno načrtovanje in vsebinsko načrtovanje. Časovno načrtovanje pomeni to, da vadeči s trenerjem opredeli pogostost, trajanje, razporejenost in druge karakteristike. Vsebinsko načrtovanje pomeni, kaj bom delal, kdaj, ko bom jaz na vadbo prišel. Prva stvar smo rekli, je določenje ciljev, in v zadnjem času se je precej dobro razvil model SMART ali pa celo SMARTER, ki govori o tem, kako naj cilje postavimo. Zdaj, najprej se dajmo vprašati, zakaj sploh določamo cilje. Čisto enostavno v športni stroki rečemo zato, da lahko načrtujemo in izpeljemo, ker mi svojo vadbo uravnavamo nek biološki proces. Biološki proces ima svoje zakonitosti. Če hočemo zakonitosti dosegati, moramo ustrezno razporediti vadbene spremenljivke. Vadbene spremenljivke lahko ustrezno razporedimo zgolj in samo, če imamo jasno določen cilj. Jaz ne morem združiti v neko vadbo, da bom najboljši v vzdržljivosti, da bom imel dobro motivacijo, da bom najhitrejši v moči dosegel, ker določene stvari se tudi izključujejo. Jaz recimo ne morem na eno vadbeno enoto ali pa eno obdobje zapakirati to, da bom jaz izredno gibljiv in da bom jaz izredno hipertrofiral, se pravi, pridobil veliko mišične mase. Enostavno so to zgodbe, ki se izključujejo, ali pa recimo z vzdržljivostjo, ali pa z drugimi stvarmi. In na koncu, da lahko te cilje tudi preverimo, evalviramo, spremljamo, analiziramo, vrednotimo. Zdaj, velikokrat mi govorimo o evalvaciji. Znotraj te evalvacije sta še 2 procesa. To je proces analize pa vrednotenja. Kaj pomeni analiza, kaj pomeni vrednotenje? Analiza pomeni to, da se jaz odločim, kateri cilj, in da najdem sredstva, meritve, metode, pristope, kako bom jaz analiziral, ali sem ta cilj dosegel. Recimo, odločim se, da bi rad povečal mišično maso. Analizo, vemo, imamo danes analizatorje telesne sestave, lahko stopim gor, lahko imamo tudi kakšne mere, obsege in vse živo. Pač zanaliziram, ali sem dosegel napredek. Kaj pa pomeni vrednotenje? Vrednotenje pa pomeni, da jaz svoje rezultate dam v nek širši kontekst. Recimo, jaz sem že mogoče izgubil ali pa sem hitrejši, kot sem bil, ampak ta moj končni rezultat hitrejšega je mogoče v kontekstu celotne populacije še vedno podpovprečen ali pa nadpovprečen, pač odvisno kako damo v ta širši kontekst. Zdaj, tudi področje ciljev imamo zelo različna, tudi to moramo vedeti. Mi imamo kognitivne cilje, se pravi, nekaj znam, nekaj razumem, nekaj sem zmožen, nekaj dojemam, nekaj znam ponoviti, nekaj znam razumeti. To je to, kar smo se prej pogovarjali. V tej rekreativni vadbi oziroma v vadbi rekreativcev ali pa prostega časa so ti cilji, največkrat si niti jih ne damo kot cilje, so pa zelo pomembni.
recimo to si damo bolj v procesu, vzgojno-izobraževalnem procesu, so ti cilji dosti bolj natančno zapisani, da posameznik mora določene stvari tudi povedati. Pri nas se usmerjamo predvsem na to drugo polje ciljev, to je to cilje v bistvu telesne sestave, gibalnih spretnosti, razvoj telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti. Se pravi, nekaj pravilno izvajati, nekaj biti sposoben razviti telesno zmogljivost in ta tretjega področja pomeni nekaj dolgoročnejšega vztrajanja, sodelovanja, odnosa do gibanja, pozitivnih stališč, uživanja in vseh podobnih stvari, kar smo že prej omenili. No, zdaj, če pogledamo ta SMART model, kaj pomeni SMART model? SMART pomeni, da so cilji, nekako jih probamo evalvirati ali pa preveriti po teh točkah. Se pravi, da je cilj specifičen, da je cilj merljiv, da je v bistvu, da je strinjanje okoli tega cilja, vidite, že takoj med trenerjem in vadečim tudi, da je cilj realen, da je cilj jasno začrtan in potem še kot dva dodatka temu modelu, da je cilj tudi vznemirljiv in da je cilj tudi nekako zabeležen. Dajmo si recimo pogledati. Se pravi, da je cilj specifičen, cilj mora biti jasno usmerjen, opredeljen, kaj točno želimo doseči. Recimo izboljšati tehniko teka, povečati vzdržljivost. Kako bomo to zmerali? Kakšne kazalnike bomo dali? Kolikokrat, kako dolgo, s kakšnimi rezultati bomo mi to preverili? Potem dosegljiv, da upošteva trenutno kondicijo, starost, pogoje, začetno stopnjo, videli smo že tam, da imamo pri načrtovanju doseganje ciljev na eni strani, na drugi strani zmožnosti. Potem R kot relevanten cilj, da mora imeti nek svoj smisel, da je v skladu z osebnimi, vzgojnimi, športnimi cilji, se pravi, da ima nek kontekst, da ima nek smisel, ker ta smisel vodi potem tudi k večji stopnji doseganja tega cilja. Mora imeti tudi jasno določen rok izvedbe. Se pravi, to ni cilj, bom boljši. Kdaj bom boljši? Za koliko bom boljši? Kako bom preveril, če sem res boljši? Se pravi, mora imeti nek jasen cilj. No, tudi ovrednoten in pregledan, to smo tudi že rekli. Recimo, da imamo en tak primer. Do konca leta želim izboljšati svojo vzdržljivost v teku na 1000 metrov za vsaj 15% glede na začetno meritev. Pomeni, najprej moram preveriti svojo sposobnost, najprej moram videti, kako hitro tečem, a imam časovno opredeljenost, imam zmožnost, verjetno imam. Imam jasen pokazatelj, jasne kazalnike, kako bom to dosegel, imam jasno opredeljeno stopnjo napredka, tudi. In ko grem po vseh teh 7 kazalnikih, vidim, da je cilj merljiv, dosegljiv, jasno opredeljen, časovno, vsebinsko. Kaj je naslednji korak? Naslednji korak je, da pač enostavno začnem trenirati, da se lotim, da se vklopim v proces. Znotraj tega procesa so zelo pomembne povratne informacije. Povratne informacije o kakovosti izvedbe gibanja, o kakovosti rezultata, o kakovosti po izvedbi gibalne naloge in konec koncev te povratne informacije so zelo pomembne za napredek. Poglejmo si samo par primerov. Se pravi, mi imamo povratne informacije po različnih kriterijih. Zdaj, mi že znotraj tega procesa ste zasledili v celotnem projektu zelo veliko truda in energije usmerjamo v to, da bi vsi vključeni v projekt razumeli, da je evalvacija, merjenje telesne zmogljivosti zelo pomemben del vadbenega procesa. Merjenje telesne zmogljivosti ni nič drugega kot povratna informacija po enem od teh kriterijev, ki jih lahko tukaj pogledate. Se pravi, določil sem cilj, vključil sem se v vadbeni proces, zdaj preverjam cilj, dobim nek rezultat, ta rezultat mi je povratna informacija, povratno informacijo upoštevam naprej za proces, če sem dosegel cilj, naredim kljukice, si postavim nov cilj in gremo v nov proces. Povratne informacije so pa tudi druge, recimo trener jih non-stop daje o tehniki, nič ni narobe in tudi vi ste spodbujeni znotraj tega celotnega procesa in projekta, da svojim športnikom omogočite in da, če ste športniki,
da v bistvu konstantno spremljate svoj napredek. Jaz recimo velikokrat svojim študentom tudi rečem, tudi svojim mladečim, ki jih imam, pa prinesi telefon. Danes vsak telefon ima praktično odlično kamero, posnami se, vidi. Vzami športno uro, vzami aplikacijo, uporabi, pa vzami to kot neko dodano vrednost, se ne rabiš prav polno obremenjevati zdaj s tem. Vzami neko dodatno vrednost, zapiši se rezultat. Jaz recimo, rekel, rekreativno, zadnje čase se bolj hodim v hrib, pač vem, kdaj sem dober, če dosežem nek čas na neki točki. In tekmujem sam s sabo, zakaj ne? To mi je pomembna povratna informacija, koliko dober sem v tistem trenutku, mogoče celo v tistem dnevu, ampak vem in polno sem vključen v ta proces. Se pravi, sem pozoren, sem udeležen v svoji vadbi ali pa v svoji aktivnosti, ker v nasprotnem primeru bi pač samo nekam šel in se vrnil. No, in konec koncev, zdaj čisto za zaključek, vidim, da smo v času, tudi športna literatura, če govorimo o vrhunskem športu, so že zelo razmišlja o tem, da ne samo to, da dobi igralce, vedeče športnike, ampak da v bistvu jih naredi razmišljujoče športnike. Tako kot smo začeli z košarko pa Michael Jordanom, tako končamo z nogometom. Se pravi, mi želimo razmišljujoče športnike, mi želimo proaktivne športnike, mi želimo športnike, rekreativce, vedeče, ki razumejo proces vadbe, ki so aktivno udeleženi, ki znajo izkoristiti svoj čas, vložek, energijo, trud maksimalno. Se pravi, ne, ki samo nekam grejo, pa je izkoristek nizek tega, ampak nekdo, ki je polno udeležen, polno aktiviran, aktiven, ki sodeluje v tem vadbenem procesu, ki je v bistvu soudeleženec vodenja vadbenega procesa in na ta način tudi najboljše opredeljuje cilje. No, in konec koncev, kot tudi Olimpijski komite, ko organiziramo različne kongrese, zadnji 3 so tukaj opredeljeni, ves čas opozarjamo to. Se pravi, aktiven pristop k vadbi, vadba je proces, proces je definiran z svojimi podfazami, začne se z določitvijo ciljev, nadaljuje se z udeležbo, konča se z povratno informacijo in povratna informacija služi za novo določenje ciljev in v tem krogu naprej. Se pravi, če zaključimo, dejavniki kakovosti vadbe, najboljši izkoristek časa za doseženje ciljev, ciljno naravnan proces. Če hočemo cilj doseči, ga moramo najprej sploh postaviti, ga moramo znati postaviti. Strokovnost vodenja, varnost in zdravje, motivacijski, psihološki vidiki, merljivost napredka, povratna informacija, vključenost in prilagojenost, trajnostni učinek. S tem bi jaz končal, smo popolnoma v času. Najlepše se vsem zahvaljujem za vašo prisotnost, za vaš čas, ki ste si ga vzeli sredi dneva za udeležbo na tem predavanju in verjamem, da se bomo srečali tudi ob naslednji priložnosti.